Proslave ob 25. obletnici diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko so se ob slovenskem državnem vrhu udeležili visoki predstavniki kitajskih državnih inštitucij. Zbrane sta nagovorila veleposlanik Ljudske republike Kitajske Je Hao in državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Andrej Logar. V zadnjih letih so se sicer kitajski in slovenski politični voditelji pogosto srečevali. 今年是中斯建交25周年，25年来，中斯高层交往日益密切，政治互信不断加深。习近平主席2015年在北京会见了柴拉尔总理，李克强总理和柴拉尔总理也多次举行会晤。今年4月，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽访斯。上周，习近平主席特使、中共中央政法委书记孟建柱同志访斯，把中斯关系推向了新的高度。 Andrej Logar se je veleposlaniku zahvalil na odličnem in plodnem sodelovanju med obema državama in se spomnil besed kitajskega vodstva, ko je Ljudska republika Kitajska v varnostnem svetu aktivno podprla resolucijo, s katero je Slovenija postala 176. članica Združenih narodov. Da je 25-letno obdobje obrodilo veliko sadov, pričajo številna vlaganja in naložbe Ljudske republike Kitajske v Sloveniji in prav tako blagovna menjava med državama. Tako je že v letošnjem letu slednja dosegla 1,78 milijard ameriških dolarjev, kar je za 20,4% več kot v enakem lanskem obdobju. Veseli nas tudi dobro sodelovanje v iniciativah En pas, ena cesta in pa v forumu 16+1. Slovenija je konec avgusta gostila 12. forum kmetijskega, trgovinskega in kmetijskega, torej ministra kitajskega. Upamo, da bo imelo to sodelovanje na področju kmetijstva in prehrambene industrije pozitivne učinke tudi na druge sektorje. Veliko pričakujemo od prihajajočega vrha pobude 16+1, ki ga bo novembra gostila Budimpešta. Konec septembra pa bo naš gospodarski minister gostil sopredsedujočega Kitajske nacionalne komisije za razvoj in reforme, gospoda Wanga. Pričakujemo, da bo ta obisk tudi priložnost za opredelitev sodelovanja Slovenije v okviru pobude En pas in ena cesta. V okviru stikov med ljudmi želim posebej pozdraviti vašo odločitev, ki je odločitev Kitajskega ministrstva za kulturo, da izbere 15 slovenskih izvajalcev, da se udeležijo kulturne sezone 16+1 na Kitajskem. Minister za kulturo, gospod Peršak, je ravno zdaj na Kitajskem in se udeležuje kulturnih dogodkov v okviru te pobude. Kitajsko gospodarstvo se neprestano razvija. Rast bruto domačega proizvoda je v prvi polovici letošnjega leta znašala 6,9% in je v samem svetovnem vrhu. V želji po nadaljnjem produktivnem sodelovanju se je veleposlanik Ljudske republike Kitajske Je Hao zahvalil in izrazil željo po blaginji in sreči. 最后，祝愿两国繁荣昌盛，人民幸福安康，祝中斯友谊地久天长。